Romana Žitko, ljubiteljska slikarka z Bleda, ljubi barve, naravo, mir in tišino. V svoj in v svet svojih najbližjih vnaša barve in vedrino. Kljub temu, da se je njeno slikanje v letošnjem letu iz hobija prevesilo v resno delo, Romana pravi, da ima vsak dan slikarske počitnice. S svojimi najbližjimi Romana na Bledu biva v hiši, zgrajeni v času znamenite bohinjske železnice. V njej pa so živeli že njeni predniki po mamini strani. Od nedavnega ima v njej tudi svoj atelje, kjer smo jo obiskali in poklepetali z njo o njenem ustvarjanju. Letos je slikarsko društvo Atelje Bled prvič organiziralo prvi slikarski extempore in sem se z veseljem udeležila. Naslikala sem 2 sliki, časa smo imeli pa samo 2 dni, tako da je nastal en akril pa en akvarel. Fajn je, nove ljudi spoznaš, slikarje iz različnih koncev, tudi iz tujine so prišli, no, tako da z veseljem sem se udeležila tega extempora. Meni v bistvu je to predstavljalo kot en nov izziv. Slišala sem že večkrat za extempore Piran, ampak to je nekako, saj Piran je meni najlepše mesto, no, samo nekako zdajle, ko so pa to na Bledu organizirali, sem bila pa prav vesela, da ni bilo treba kam daleč hoditi, no, ker se mi nekako, moraš biti par dni v Piranu, pa je fajn, da je to, vesela sem, no, da so te stvari zdajle nekako, da bodo zaživele tudi na Bledu, da bi bil Bled ne samo turistični kraj, ampak tudi kulturni, no. Mislim, da se je začel prebujati v to smer. In extempore je k temu tudi pripomogel, po moje, no. V zadnjem času so me povabili k sodelovanju recimo Maja Tanjšek, pianistka, pa Borut Brezavšček, violinist, se je mi zdel zanimiv, da bi skupaj nekako na promenadi izvajali to, kar izvajamo, in sem v bistvu v spremljavi njune glasbe slikala na promenadi v času Okusov Bleda. Tako da mi je bilo res v veselje, ta njuna glasba me je prav inspirirala in drugače rada ustvarjam v tišini, samo ob njuni glasbi sem pa dobivala en poseben adrenalin, no, všeč mi je bilo slikati tam, všeč mi je bila ta scena, vreme smo imeli tudi prijeten, pa veliko turistov se je ustavljalo, jih je tudi zanimalo, kaj počnem, in v bistvu so nastajala kar tam. V roku 3 ur recimo sem naredila 3 akvarele, no, tako da sem uživala, no, v njuni družbi, ob njuni glasbi, tako da sem bila vesela. No, potem pa je spet na Bled nekaj novega prišlo, in sicer otroška slikarska šola, kjer ima izvor v Avstriji. V Avstriji ima to tradicijo, mislim, že 50 ali 70 let. Namen tega pa je 6 do 11 let stare otroke usmerjati k slikanju in jim v bistvu predstaviti to slikanje kot eno tako fajn dejavnost, no. Tako da smo imeli izobraževanje 2 dni in na koncu smo te mentorice, 5 nas je bilo, 5, 6, mislim, da smo dobile potem naziv slikarski spremljevalec. Ta otroška šola se bo v bistvu začela z januarja, pa bo potekala do konca šolskega leta. Poteka pa v okviru medgeneracijskega centra na Bledu. Najbolj moja je akvarel. Vsi pravijo, da je to najtežja tehnika, ampak se dejansko je, ker praktično ne dopušča večjih popravkov, a ne. Ampak meni je najbolj všeč, zato ker je v bistvu na vodni osnovi tako nepredvidljiva, no, v bistvu preseneča, no. Če si ti spontan, pa nekako ta tehnika, no, mi je najbližja. Zraven pa še v bistvu slikam akrile, pa najmanj pa olja, no. Z oljem sem pa praktično začela. Takrat, ko sem se preselila na Bled, sem nekako pogrešala barve v svojem novem domu in takrat
moja prijateljica me je navdušila, pač mi je dala predlog, je rekla, da če bi ti sama začela slikati, pa bi sama slike obesila na steno. In je prišla enkrat do mene z vsem slikarskim materialom, s čopiči, oljnatimi barvami, s platni, in takrat mi je v bistvu v 2 dneh pokazala ene par čisto snov slikanja z oljnimi barvami. In tako so začele po stene mojega novega doma dobivati novo podobo, barve. Jaz imam zelo rada barve, no. Če me kdo vpraša, katera je moja najljubša, sem že v zadregi, tako da. Tako sem začela 99. leta z oljem. Potem pa sem v bistvu brez kakršnega koli osnovnega znanja o barvah, o kompoziciji, sem tako slikala v bistvu dobrih 10 let, dokler se nisem vpisala v tečaj za začetnike akrilnega slikanja, to je bilo pa januarja 2012. No, moj prvi slikarski mentor je bil Žiga Bratož. Njemu sem zelo hvaležna, ker je iz mene izbrskal nekaj, kar nisem vedela, da obstaja sploh. Jaz sem imela en odpor do risanja, slikanja, sploh me nikoli ni to tako zanimalo, razen to, da sem občudovala druge slikarje, druge ljudi, ki so znali risati. In Žiga Bratož je res odličen likovni pedagog in diplomiran slikar, ki je iz mene izbrskal, v bistvu me je spodbudil k temu slikanju. No, sem videla, da se vse da. Nekako pri njegovih tečajih sem se začela nekako odpirati. Sem videla, da slikarstvo ni samo slikarstvo, da se ta proces ustvarjanja prenaša na druga področja življenja. In tako me je tudi on navdušil recimo za akvarel. Na tečaj akvarelnega slikanja. Takrat pa mene, jaz ne vem, kar zasvojil nekako ta slikanje z akvarelom. Tako da takrat sem imela obdobje, ko sem vsak dan najmanj enega naslikala. Poleg službe, poleg družine, poleg vsega sem imela. V bistvu sem videla, da me to zelo sprošča, no. In toliko časa sem imela te slike doma in v bistvu sem jih začela podarjati, pa so mi drugi začeli govoriti, kako je to lepo, pa da jim je všeč. In tako naprej se v bistvu nadaljuje ta pot. Prvo samostojno razstavo sem imela v letu 2001 na povabilo moje prijateljice iz Ljubljane, in sicer v knjižnici Otona Župančiča. Takrat je ona videla moje slike pri nas doma in je začutila, da to morajo še drugi videti. In v glavnem je bila to moja prva samostojna razstava. Potem sem razstavljala še v hotelu Lovec, hotelu Kompas, pa na Višji šoli za zdravstvo na Jesenicah. Tako da rada posodelujem na skupinskih razstavah v okviru slikarskega društva Atelje Bled, pa Kud velika narava iz Lancovega, katere predsednica je akademska slikarka Brigita Požegar. Ja, moja skrita želja je še spoznavanje s pastelnimi barvami, ker bi rada v bistvu osvojila slikanje, risanje portretov. To me še zelo privlači, ker vsak obraz je ena posebna pokrajina, no, tako da nekaj sem jih že naslikala, ampak bi rada to še izpopolnila, pa tukaj mi je pastel še en poseben izziv, no. To imam še v načrtu. Ja, vsak obraz je zanimiv, tako da zdaj, da bi imela prav poseben določeno osebo v mislih, ne. Nekaj domačih sem že naredila, tako da gremo dalje. Ja, to sem pa šla na tečaj, v bistvu na tečaj slikanja portretov. V Kud velika narava so organizirali tak tečaj in takrat sem pa pod mentorstvom Mete Šolar pa Brigite Požegar sem pa naredila avtoportret, ja. Bi se ga dal še fajn izpopolniti, no. Ja, vsi, ki se bojijo začeti slikati, svetujem, pa bi radi, da je važna njihova želja, ker vsak se lahko nauči, pa vsak ima svoj stil, naj sebe poslušajo, pa
če se bi kdo rad naučil, dobrodošel pri meni v ateljeju, mu z veseljem pokažem osnove, potem pa s časoma itak vsak človek svoj stil dobi. Tako da na delavnicah oziroma na individualnih srečanjih sem pripravljena svoje znanje podeliti. Tako da dobrodošli. Veliko ljudi v bistvu poudarja razliko med akademskimi pa amaterskimi slikarji. Samo moja razlaga je čist, pač jaz imam svoje mišljenje o tem, ne. Veliko akademskih slikarjev razstavlja po galerijah. Ljubiteljski slikar, za moje pojme pa amaterski slikar ljubiteljski, kar pomeni, da v bistvu rad in z veseljem slika. Akademiki mogoče večinoma slikajo samo, se pač s tem preživljajo, a ne. Ljubiteljski pa meni pa že sama beseda potem pove, da v bistvu slikajo z ljubeznijo, pa res, da srcem sebe dajo noter, bolj kakor mogoče marsikateri akademski slikar. Mogoče bo zdaj kdo hud na mene, ampak pač to je moje mnenje. Zadnja leta sploh največ res slikam akvarele. Všeč mi je tudi v bistvu vsa ta oprema za akvarelno slikanje, ker je veliko manj pacarije, po domač povedano. Veliko manjše, pač manj stvari s sabo nosiš, če greš na teren, tudi recimo kam v naravo slikati. Rabiš kvaliteten akvarelni papir. Jaz uporabljam 300-gramskega, to je tak bolj trd papir, pa akvarelne barve Daler Rowney, pa en fajn čopič, pa v bistvu še ideja, ne. Mene velikokrat dobim idejo pri ogledu kakšne scene, pri kakšnem filmu, kakšno lepo fotografijo pogledam, pa enostavno začutim, da bi jaz pa to pač po svoje nekako skreirala in tako da dobim v bistvu na podlagi fotografije dobim idejo in pa čisto po svoje naredim, recimo osnova, polje, nebo, pa po svoje nekako. Dosti ljudi mi je reklo, da recimo po pogledu na moje slike, da jih to pomirja, da jih kar, ena gospa je rekla že, da jo kar zdravi tista moja slika. Nekako največkrat to, da jih pomirja. Čist nič ni to odvisen, kje sem. Lahko slučajno zagledam kakšen prizor, ne vem, ob prehodu ob jezeru zagledam lepe oblake ali pa simbolni svet me tudi zelo privlačno, recimo. Mene zelo zanima osebna rast in te simbole včasih tudi kar prelijem z akvarelom noter, tako so skriti, se marsikdo jih sploh ne opazi. Se pa zgodi, da recimo kakšna slika že nastane, se že suši in pa na koncu, šele ko jo pa vdaleč pogledam, pa zagledam, na primer, se kakšen obraz pokazal. Zadnjič recimo, ko sem slikala z violinistom pa s pianistko, sem hotela v bistvu njegov obris narediti, pa violino, pa ko se je ta slika sušila, tako vdaleč zagledam. Tartinijev portret je ratal, mislim, to sem bila pa čisto presenečena. Tartinijev portret si zagledal, če si pogledal sliko oddaleč, to mi je bilo res zanimivo. Tako zanimive stvari se dogajajo, no. Kakor da bi ena podzavest ven privrela preko čopiča. Narediš recimo ene takole 3 vijuge, pa v bistvu s čopičem skozi močem, ker to je tehnika zdaj mokro na mokro. In s temule čopičem sem zelo zadovoljna, ker je tudi takole narejen, da v bistvu iz tlele ven stisneš vodo, pa pokapljaš, pa v bistvu se na ta način ustvari še en nov vzorec. In lik zaradi tega je meni všeč akvarel, ker je nepredvidljiv in to je največkrat pri tej mokri tehniki. Tlele si lahko veliko pač te svoje spontanosti dovoliš, a ne, ni tisti fotorealizem, recimo, tam si ne moreš dovoliti kakšne umetniške svobode. Tle pa
po občutku. No. Zdaj bom dodala recimo majhen tele rumene barve. Rumena pa rdeča skupaj tvorita oranžno barvo. Lahko jo zmešam že tukaj na paleti, lahko jo pa dodam na rdečo barvo in tako nastane recimo oranžna. To je zdaj čisto taka groba predstavitev. Recimo, da sem si tlele en stebelček zamislila, pa tle kakšnega. To je v bistvu improvizacija zdajle, a ne, čist nimam nobene fotografije za predlogo, ampak čist tako iz glave. Pa tele stebelčka hočem potemniti, da ne bojo vse iste barve, pa dodam temno modro barvo, da se spet fajn prelije v tole zeleno temno. In potem počasi temnim. Akvarel se lahko popravlja samo na ta način, da se temni. Če bi hotela zdaj tole svetliti, bi šlo edino takole lahko, kar s papirnatim servetkam, dokler je še mokro, recimo, pa s tem ustvarjamo kakšen vzorček. Takole, zdaj počasi se tole suši. In še mečkam tele listke temnila. Takole. Zdaj, če bi hotela, da zelen list prekrije rdeč cvet, pa bom to naredila kar z modro barvo, kakor da je v senčki. Tle malo temnejše. Poj, ko se posuši, že spet malo bolj drugače spade. In poj, ponavadi, kadar je akvarel že čist suh, drug dan pogledam še, kaj bi se dalo potemniti, popraviti, če se še da kaj. Posvetliti se ne da. Eni golfajo z akrilnimi barvami, dajo belo akrilno, ampak jaz se temu kar izogibam. Recimo tle, kaj svetlobe, dam malo rumene barve, kakor da sonček svet. Pa lahko še malo pošpricam. Takole. Dodam malo svetlobe še. Pa tle recimo, da tudi če malo sonce svetloba pride. Meni je izziv, no, ta svetloba sence me zelo privlači. Pa tle spodaj recimo še malo tako senc. To pa eno tako umazano barvo vzamem med nekako sivo pa vijoličasto, tle imam že zmešano. Kakor da so tlele, da pade senca od teh vrtnic. Vrtnica je meni tak simbol, predstavlja ljubezen, toploto, no tako toplino, no, zato jih zelo rada slikam. Tlele, ki senca sem z modro še malo pošpricala. Tako približano, recimo, da bi mogla počakati še, da se do konca posuši. Ampak ne bi bilo to tako. Še pa je na koncu, ki je že čist suh, še podpis. Ja, v bistvu sem v procesu slikanja ugotovila, da se ta ustvarjalnost nekako prenaša na druga področja življenja. V bistvu, jaz sem pri sebi ugotovila, sem začela manj komplicirati, manj se obremenjevati s tem, kaj si bodo drugi mislili.
Jaz sem bila na primer z eno sliko zadovoljna ali pa nisem bila, ampak sem ugotovila, da enostavno sem se nehala obremenjevati s tem, kaj si bodo drugi o tem mislili, ker meni je jasno, da vsak iz svojega sveta gleda na druge ljudi, tako da mislim, da veliko lažje živiš, če se s tem nehaš obremenjevati, tako da priporočam. Jaz verjamem, če človek vse podkrije nekaj, kar rad dela, da ta energija ne more iti v nič. Jaz v bistvu ne vem, kaj bo čez 3 mesece, ampak verjamem v to, če nekaj rad počneš, da se v bistvu se ti odpirajo nove poti. Tako, kakor zdaj, na primer, še par mesecev nazaj sem si želela, da bi vodila delavnice slikanja in zdaj imam eno res fletno skupinco že, tako da so v 2-3 urah so bili sposobni narediti že 2 akvarela, recimo, z osnovami. Vsi so bili začetniki, noben ni še imel pojma o barvah. In sem vesela, no, da rad hodijo in da bom kar nadaljevala po tej poti zaenkrat še.